Treba zdaj ločiti gospa Stariha, ki nastopa kot glavna nasprotnica prenove in dogradnje Plečnikovega stadiona, se ne podpisuje več kot fondovi bloki, ampak kot civilna iniciativa za ohranjanje Plečnikov v prvotni obliki. To lahko pomeni, ne trdim, da pomeni, lahko pomeni, da so končno prebivalci fondovih blokov prišli do faze, da jih ne dovolijo več, da uporablja njihovo ime. In ona je napovedala pritožbo. Moje vprašanje je, ali pa moj predlog je, ne se gospa Stariha najde drug hobi in ne pusti, da se bo Plečnikov stadion prenovil v skladu z vsemi pogoji. Kot veste, kulturno ministrstvo je potrdilo svoje soglasje prenovi Plečnikovega stadiona, tako kot je bilo zamišljeno na tem mednarodnem projektu, kjer so dobili arhitekti iz biroja iz Nemčije. 8 let stadion propada. Če bojo se pritoževali, če se bo pritoževala, jaz verjamem v stroko, da bo to zavrnjeno, ampak če bo še 8 let trajala te pritožbe, nesmiselne pritožbe, potem javno povem, da gospa Stariha, ki sicer uporablja besede, kako želi ohraniti Plečnika, skrbi za to, da bo stadion sam sebe sesul. In vsi tisti, ki se javljajo kot gospod Prelovšek, ki tudi to zagovarja, češ da je možno odkupa dobiti evropska sredstva, je moje vprašanje, zakaj ni naredil to takrat, ko je bil državni sekretar na ministrstvu za kulturo, pa bi zvesto evropska sredstva, pa bi odkupa naredil. Treba je vedeti, da v tem trojnem partnerstvu mestna občina praktično imela nič zemljišča na stadionu. Zemljišče na stadionu je bilo od SCT in OKS-a, Pečečnik je odkupil SCT-a, mi imamo pa samo 2 zemljišči po zemljišči knjigi do predtem, se pravi Vogal, Dunajske pa Drenikove ulice, se pravi tam, ki je bila bivša črpalka, in zatem med stadionom pa med Koroško ulico, ki je javna ulica, kjer so pa vrtiči, ker nekateri hoče dopovedati, da so pripadajo po fondi blokov. Spet prihajam do tega, edini dokument, ki lahko velja za vse nas, je zemljiška knjiga. Mestna občina je vpisala zemljiško knjigo in takrat sem vprašal, tudi danes sprašujem prebivalce, zakaj pravzaprav niso rekli, da bo vzeli tisto zemljišče čez Dunajsko cesto. Tam je bilo tudi naše, ker smo te prodali Petrov zaradi črpalke. Zakaj bi tole čez Koroško? Tako da le računam, in upam, da bo prevladala pamet, da se bo nekaj pritoževati. In trdim, da je projekt, ki je narejen, izjemen projekt, in ne pozabiti, takrat, ko je bil projekt predstavljen tu Kresi, so predstavniki fondovih blokov so prišli mi čestitati, kako je krasen projekt. Zdaj pa imajo veliko idej, ki niso podprte z nobenim denarjem. Pa ne se to preseli, ta stopnica v Stožice, pa nekaj. Sej Pečečnik jim je povedal, jaz se mu zahvaljujem za vztrajanje, ne pridejo